Petkova, centrifuga. Teden megle in sivine. Ko vreme ni imelo pokazati ničesar, razen postane klobučevine na gosto nabrane čez nebo. Z napotki: ostanite notri, zrak zunaj je slab, okoli pa se plazijo viroze. In če v tem neprostovoljnem zaporu pozornost prek optičnih vlaken in raznoraznih signalov samo pomoliš v svet, če tudi le za hip, tako ali drugače kot opazovalec pristaneš na robu šahovnice, po kateri se figure premikajo v slogu hitropoteznega šaha. Mirovni pogovori, trgovanje z ozemlji, rožljanje s carinami, vse v enem tednu, iz žariščne pozicije ene same osebe. We will have Gaza. What is that? No reason to buy. There is nothing to buy. Slikoviteje prikazati delovanja sodobnega sveta preprosto ne gre. Usoda majhnega naroda se rešuje tako rekoč na poti na nogometno prvenstvo. To je bil teden neprestanega preusmerjanja pozornosti na ZDA in njihovega predsednika, na njegovo vehementno imperialistično igro s kamenčki in govorico, ki povsem odkrito izbira, kdaj in kako se bo vključevala glede na svoje zavezništva in interese. 25% na ves aluminij in jeklo uvoženo v Združene države Amerike. To je carinska stopnja, ki bo pod novo ameriško administracijo začela veljati 12. marca. He's going to have to do what he has to do, but his poll numbers aren't particularly great. Medtem ko po drobovju njihove države v Muskovi varčevalni skupini marširajo mladci z otročjimi vzdevki in prepričanjem, da bodo rešili svet. So ZDA v tem trenutku v tej fazi konstruktivne destrukcije, medtem ko mi v Evropi več ali manj še vedno ničesar ne razumemo in gledamo skozi okno. Komunikolog Dejan Verčič, gost četrtkove oddaje ob 8, v trenutnih razmerah vidi jasno manifestacijo drugega Newtonovega zakona. Ostarela levica je šla predaleč in vsaka akcija pač izzove reakcijo. Smo v situaciji, kjer so očitno politiki postali popolnoma odrezani od realnega sveta. Za ponazoritev tega pa ni treba v Ameriko. Tudi v Nemčiji lahko ta hip spremljamo, kako odporna je zgodovinska zavest pred skrajnim nacionalizmom. Ti glasovi za desne stranke v tem trenutku, celo skrajno desne stranke, so dobesedno klici na pomoč, izražanje bolečine ljudi, da tako kot zdaj gremo, enostavno naprej več ne gre. In ja, v Evropi nam je čedalje manj jasno, kje smo in kam gremo. Po levi in desni nas prehitevata vzhod in zahod, mimo nas se sklepajo zavezništva, potrebujemo izvirnost, potrebujemo navdih, je ta teden pred pariškim vrhom o umetni inteligenci na družabnih omrežjih neposrečeno moledoval francoski predsednik Emmanuel Macron. MacGyver. Ok, là c'est bien bon. S kolažem lastnih videoponaredkov. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous mes petits loups. Bien joué. Evropa, ki je bila v zgodovini tako rekoč sinonim za inovacijski hub sveta, od antičnih filozofov, renesanse, razsvetljenstva, heliocentrizma, rojstva, znanstvene metode, teorije evolucije, do tiska, parnega stroja in svetovnega spleta, se zdi, kot da predaja lento. Nekako smo zaspani, ratali, malo razvajeni smo, in se enostavno premalo borimo. In ta ambicija hiter narediti pomembne zadeve, tega enostavno v Evropi ni, potem seveda zaostajamo. A tu ne gre za pomankanje znanja. V oddaji ob 8 poudarja raziskovalec umetne inteligence Marko Grobelnik. Izigrala nas bo vse močnejša sprega ekonomske moči, tehnološke prevlade in politične ideologije, ki se zliva v neregulirano in netransparentno koncentracijo vpliva brez primere. Lenart Kučič v Nihilizmu. Kar pomeni, ti imaš kar naenkrat menda najbogatejše, najmočnejše, najmogočnejše in vplivnejše fevdalce digitalne dobe, ki se grejo prikloniti gospodarju. Ja. Ta zlizanost moči in vpliva, ki ga omogočajo mediji, še nikoli ni bila tako bizarno očitna. In kdo je boter tega? Ironično, udobje. In to je novi totalitarizem, ne bo temeljil na represiji, ampak na udobju.
Za voljo udobja tehnofeudalnim gospodom darujemo čedalje več svoje pozornosti. Ta hip se na YouTubeu na primer vrti 4 milijone posnetkov. To minuto se bo na omrežju X izpisalo 500 milijona sporočil. Več kot 3 milijarde aktivnih uporabnikov Facebooka pa bo danes objavilo 30 milijonov fotografij. In še bolj ironično, če bi bila naša pozornost doslej še vlečni konj, ki je tehnovelikanom polnil malhe, se bomo lahko kmalu sprostili. Prehajamo v obdobje nekakšnega tehnološkega solipsizma, razmišlja Kučič. Ja, dobro vprašanje, kaj se bo zgodilo, ker rast pa še zmeraj bo morala ostajati. Vešina se bo zdaj zgodilo to, kar si predstavljam, da se že zdaj dogaja, da imaš ti počasi že algoritme, ki ustvarjajo vsebine, na katere pol klikajo in drugi algoritmi in pol vsem tem algoritmom algoritmi kažejo oglase in da je morda že velik del te internetne panoge globoko v virtuali. Ja. Mimo nas, to bi me zelo zanimalo, kakšen del te vrednosti še ustvarjamo tako ljudje med ljudmi. Je taka znanstvena fantastična prognoza, da bo tudi pozornost namesto nas generirala umetna inteligenca in da bo v bistvu ta posel lahko tekel brez nas. Ja. Da človeka zaboli glava. Morda pa je množična uporaba paracetamola med mladimi na družabnih omrežjih nekakšen izkrivljen in nezaveden odziv na vse to. A poglejmo svetle plati. Če bodo začeli algoritmi pogoltno loviti lasten rep, bomo prosti. Več časa bomo imeli zase, za naravo, za umetnost. Končno si bomo lahko pomeli oči in sprostili ušesa. V času podnebne krize veliko umetnic in umetnikov opozarja na krizo modernosti. Na to, kam sta nas pripeljala napredek in neprestana rast. Umetnost se danes zavzema ne samo za radikalno govorico, ampak tudi za radikalno poslušanje. Poslušanje tega, kar ne slišimo nujno z ušesi. Tako predsedujoča upravnemu odboru Prešernovega sklada Zdenka Badovinac na proslavi ob kulturnem prazniku, ki je letošnje Prešernove nagrajence strnila pod opisom, da so tisti, ki nam pomagajo videti tudi onkraj vidnega. Med njimi je tudi pisateljica in kmetica Nataša Kramberger, ki je v svojem nagrajenem romanu Po vsej sili živ zapisala: Proizvodnja hrane, hranil in prehranskih dopolnil v sterilnih laboratorijih, kontroliranih atmosferah, visokotehnoloških rastlinjakih, gensko spremenjenih monokulturah, tretiranih plantažah, internih substratih, preciznih poljih, nadzorovanih in škropljenih z visoko zmogljivimi traktorji ali avtonomnimi droni, z umetnimi gnojili, širokospektralnimi antibiotiki in sistematičnimi neselektivnimi herbicidi, ni nujna prilagoditev kmetijstva na rast svetovnega prebivalstva in drastičnost klimatskih sprememb, pač pa hoten in absoluten odmik od narave. Takšna proizvodnja hrane, hranil in prehranskih dopolnil je odraz časa, ki ga naseljujemo, in odnosov, ki jih gradimo. Je ena od možnosti, ki jih imamo, a nikakor ni edina in zagotovo ni dolgoživa. Del krivde za to, kot pove v oddaji Sobotno branje, znova leti na prevzetno in odtujeno politiko. Bi potrebovali pač tudi veliko večji vložek progresivnih ali pa, če rečeva, levo usmerjenih glasov v političnem prostoru, ki jih pa nimamo. In mi smo avtomatično tudi prevzeli to držo, da je podeželje, pa kmetijstvo, da je to neka taka stara, konzervativna tema, s katero se pač nam, urbanim, progresivnim mislecem, ni vredno ukvarjati. Nič in nihče ne more spremeniti izročila, da smo nekoč, nekje, povsod in veliko časa, mi, ljudje, naše skupnosti, dneve in leta in iz generacije v generacijo naseljevali čas ljudi, kakor da bi bil čas dreves, in govorili jezik narave, kakor da bi bili zmožni razumeti, kaj vse pripoveduje, še zapiše. Kot smo lahko ta teden računali ob Darwinovem dnevu, se je od vznika naše vrste pa do nas zvrstilo od 8 do 10 tisoč generacij. 8 do 10 tisoč rojstev, težen po vsej sili biti živ, boja za življenje, naravnost neverjetna verižica neverjetnosti, da se je končalo pri nas. Za tem neverjetnim življenjskim krogom tisočerih generacij je edinstveno mešanje, popravljanje, izmenjava genov. Še danes nosimo enake gene kot tisti na vzniku naše vrste.
Ni nam treba hlastati po večnem življenju, ker ga že imamo. Nesmrtnost smo dosegli s pomočjo enega od najmočnejših človeških čustev – ljubezni. V svoji novi knjigi Biologija ljubezni zapiše raziskovalec na področju nevroznanosti in rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič. Zakaj to omenjam? Ker tokratna centrifuga izide prav na dan, ki ga tako številni povezujejo s tistim občutkom visokih ravni dopamina, oksitocina, vazopresina in padcem serotonina. In še ščepcem nečesa, kar ostaja skrivnostno in neopisljivo. Jaz pa tebi sami, draga, želel sem dopasti. Drugih nisem vprašal, kaj se jim po glavi blodi. A možgani, krivec v ozadju ljubezni, so tudi neizmerno ranljivi. V Nature smo lahko v teh dneh brali, da so še posebej hvaležno odlagališče mikroplastike in nanoplastike. Toksikolog Matthew Campen z Univerze Nova Mehika ocenjuje, da se v naših možganih odlaga vse več nanoplastike in ne izključuje možnosti, da bi bilo to povezano s porastom določenih bolezni. Over time, we definitely saw a trend. We're very confident that that trend is real and that plastics in the brain as well as in the liver, they're increasing over time. Namesto s plastiko in živežem tehnovelikanov možgane raje polnimo s tem, s čimer se bodo še bolj razvijali. Dan, ko izide tale centrifuga, je namreč tudi v svetu mnogo manj poznan kot dan podarjanja knjig otrokom. Danes že slišani gospod, ki želi narediti Ameriko spet veliko, pozablja, da kar 2/3 otrok, ki v Združenih državah Amerike odrašča v revščini, doma ne premore niti ene knjige. A knjiga odpira toliko poti in nas opremlja za izzive prihodnosti. Ko namreč bereš, si svoboden, prestopaš meje in seješ razumevanje tam, kjer je bil prej strah. Zato za konec skupaj z Benjaminom iz Infodroma še v aktualno Evropsko prestolnico kulture. Tukaj namreč teče meja med obema goricama, torej med Slovenijo in Italijo. Če je meja zaprta, nas ta zelo omejuje, še posebno mene, ker imam tato iz Italije. Zato smo, ko je bila meja zaradi epidemije covida zaprta, 13. dan praznovali kar na meji. Zato je opozarjanje na to s kulturo zelo pomembno. Allora, vabljeni čez mejno Gorico in okolico, pa ne samo letos, pa nas je itak vedno lepo. Novo Gorico, naj se vse staro prerodi, naj zablesti naša brezmejna Evropska prestolnica kulture. Go! Go! Pa kličeva tudi tonski mojster Robert Markoč in Maja Ratej. Petkova, centrifuga.